Tebi kličem, o Bog, skloni se k meni in poslušaj mojo prošnjo. Varuj me kot zenico v očesu, skrij me pred peruti svoje ljubezni. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Danes je petek, smo še v 29. navadnem tednu. Vstopni spev, ki sem ga prebral, kliče k prošnji Gospodu, da me naj Gospod tudi varuje kot zenico v očesu, da naj me skrije pod peruti svoje ljubezni. Bogu priporočimo stvari, ki so pred nami, priporočimo tudi, Gospoda prosimo tudi za zdravje, da bi bilo vse lepo, vse dobro. Obenem pa naj bo tudi ta sveta maša zahvala za teden, ki je za nami, za vse tisto lepo, kar smo doživeli, vse tisto, kar smo naredili, Bogu prinesimo tukaj pred oltar. Obenem pa pogledamo svoja srca in obžalujmo vse naše slabosti, vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se.
danes, Patri, mašujemo za pokojnega Franca Kogovška obletna, za pokojnega Franca Jeraja, naj počiva v Božjem miru in za mir na grobu, za zdravje in za Frenkota Stenko obletnica ter za vse pokojne iz družine Stenko in starc. Molimo. Vsemogočni večni Bog, vodi našo voljo, da bomo zmeraj vdano sprejemali Tvoje zapovedi in Ti z iskrenim srcem služili. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki ste voj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje, opominjam vas, jaz, ujetnik v Gospodu, živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru, eno telo in en duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica, en Gospod, ena vera in krst, en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. Božja beseda. To je rod tistih, ki iščejo Boga. To je rod tistih, ki iščejo Boga. Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. On ga je utemeljil na morjih in ga ustalil na tekočih vodah. To je rod tistih, ki iščejo Boga. Kdo pojde na Gospodovo goro, kdo bo stal na njegovem svetem kraju, kdor je nedolžnik rok in čistega srca, kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem. To je rod tistih, ki iščejo Boga. Ta bo prejel Gospodov blagoslov in plačilo Boga svojega odrešenika. To je rod tistih, ki ga iščejo, ki iščejo obličje Jakobovega Boga. To je rod tistih, ki iščejo Boga. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je govoril Jezus množicam. Kadar vidite, da se oblak vzdiguje od zahoda, takoj pravite, dež bo, in tako se zgodi. In kadar vleče jug, pravite, pripekalo bo in zgodi se. Hinavci, obličje zemlje in neba znate presojati, kako da ne znate presojati tega časa. Zdaj pa tudi sami od sebe ne sodite, kaj je prav. Kadar greš svojim nasprotnikom k oblastniku, si že med potjo prizadevaj, da se z njim spraviš, da te morda ne privleče pred sodnika in te sodnik ne izroči biriču in te birič ne vrže v ječo. Povem ti, ne prideš od tam, dokler ne plačaš tudi zadnjega novčiča. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. V prvem berilu smo slišali, kako Pavel nagovarja skupnost v Efezu, torej kako naj živijo. Pravi tako, opominjam vas, jaz, ujetnik Gospodu, živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani. Torej vsak, kjer dela, kjer živi, naj se dostojno, spoštljivo obnaša, torej kakor se spodobi za odraslega, za otroka, za starejšega, da vsak naj živi tako, kakor mu vest pravi. V vsej ponižnosti in krotkosti s potrpežljivostjo drugega prenašajte v ljubezni. Torej potrpežljivost, mislim, da je ena lepa lastnost v družinah, kjer smo, otroci do staršev, mož do žene, žene do moža. Torej, da je vsak izmed nas potrpežljiv drug do drugega. In da tudi druge prenašamo v ljubezni. Torej, če smo kaj v mislih na nekoga jezni, če kaj komu očitamo, če kaj sodimo, obsojamo.
da to dajmo pred Gospoda in drugega z ljubeznijo poglejmo tisto, kar je lepo v njem, tisto dobro, ne pa tisto, kar imamo mu za očitati. In se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru. Pavel tudi vabi k edinosti. Skupnost je močna, koliko smo eno drug z drugim, koliko lahko sodelujemo, in tudi družina je toliko močna, koliko je močna edinost v družini. Pa prosimo tudi pri tej sveti maši, da bi bili edini v mislih, besedah pa dejanjih. Bratje in sestre, zbrali smo se pri največji skrivnosti naše vere pri daritvi svete maše. Z velikim zaupanjem se v imenu Jezusa Kristusa s svojimi prošnjami obrnimo k nebeškemu Očetu. Bog in Oče vseh, ti si nas poklical k enemu upanju Evangelija. Daj nam živeti v ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. Prosimo te, usliši nas. Oče, od tebe prihaja vse dobro. Podpiraj tiste, ki pripravljajo in sprejemajo nove zakone. Naj jih pri tem vodita pravičnost in ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Oče, vlij v naša srca svojo ljubezen, da bi znali zmanjševati nesoglasja in napetosti tam, kamor nas pošilja tvoja previdnost. Prosimo te, usliši nas. Oče, v svoji dobroti nam daj, da se bomo skupaj z našimi rajnimi večno veselili pri tebi. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega Roka se osmili vseh oboleli s koronavirusom in drugih bolnikov in njihovih svojcev v naši domovini in po svetu. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. Prosimo te, usliši nas. Dobri Oče, ti vodiš in usmerjaš vse dogodke sveta. Daj nam milost, da bomo vsem prepoznali tvojo ljubečo roko in prav odgovorili na znamenje časa po Kristusu našem Gospodu. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Izmij, Gospod, mojo krivdo in očisti me mojih grehov. Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok. Hvalo in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, svojo milostjo nas reši vezi grehov, da bomo svobodni služili tvojemu oltarju. Skrivnosti, ki jih opravljamo, naj nas vedno bolj očiščujejo po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, večnega in vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet,
Svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, še posebej ti danes priporočamo Franca Kogovška, Franca Jeraja, Frenka Stenkota in vse pokojne iz družine Stenko in Starc, ki si iz tega sveta poklical k sebi, s krstom si pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo miro in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas.
jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospodove oči so uprte v tiste, ki se ga bojijo in njegovo moč zaupajo. Gospod jih rešuje smrti in jih oblakoti poživlja. Molimo. Dobri Bog, svete skrivnosti, ki jih obhajamo, naj nam bodo v duhovni napredek v tem življenju in nas pripravijo na večne dobrine po Kristusu našem Gospodu. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Želim vam lep večer danes, vas tudi povabim k prijemu obhajila ob 7, tudi zjutraj, pol 8 imamo med tednom. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, ker večna je njegova dobrota. Reci zdaj, Božje ljudstvo, večna je njegova dobrota. Recite Gospodovi duhovniki, večna je njegova dobrota. Recite, ki upate v Gospoda, večna je njegova dobrota. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, ker večna je njegova
me obdali, a premagal sem jih v imenu Gospoda. Obsuli so me kot čebele, zajeli me kako rogen trnjen, a premagal sem jih v imenu Gospoda. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, zahvaljujte se Gospodu, ker večna je njegova dobrota. Odprite mi vrata pravičnosti, da vstopim in hvalim Gospoda. Glej, tu so vrata Gospodova, tukaj stopajo pravični. Zahvaljen Gospod, ki si me uslišal in postal moj rešitelj. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, zahvaljujte se Gospodu, ker večna je njegova dobrota. Kamen, ki so ga zidarji zavrli, je postal vogelni kamen. To je delo Gospodovo, zares je čudovito. To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo. Zahvaljujte se